A smo ready. Ne bomo. Ne. Okay. Kupuje se, projektira se mostove. Dobro. Ok, se pravi, imamo vsi bridge zdaj odprt. No, danes se bomo naučili eno zelo zanimivo funkcijo v Photoshopu in sicer izdelava panoram. Te fotografije so bile narejene tako, da sem jaz na eni statični točki držal fotoaparat in se samo vrtel okoli ene točke, ne? In dobil tehle nekaj fotografij. In zdaj dajmo označiti te fotografije, se pravi, lahko gremo z Ctrl+A, da označimo vse fotografije. Jasno, ti imaš več datotek noter, tako da boš mogla klikniti, pa potem Shift klikniti na ta zadnjo, tako da boš imela samo tiste fotografije označene. Lahko si tudi dvigneš takole tipkovnico gor, da boš imel. Ja? In potem gremo v meni Tools, Photoshop in pa zadnja po vrsti je Photo Merge. V bridžu imaš v slovensko? Ja, Tools, Photoshop in pa Photo Merge. V bridžu tukajle, Tools, Photoshop in pa Photo Merge, pa kar klikni. Ja? Smo vsi? Ja. Ja. Imamo vsi isto pogovorno okno odprto? Mojca, ti še nimaš? Ok, Mojca, ti boš mičken še počakala. V 90% situacij bo avtomatika ta prava opcija, zdaj za tistih 10% mogoče zdaj ni pravi čas, je potem za kakšen nadaljevalni tečaj, ampak če objekti niso preveč blizu, ne, se pravi, če imamo neko panoramo, neko naravo, je to pač absolutno perfektno. Torej, imamo izbrano avto, tukaj imamo zdaj naenkrat vse datoteke, ki smo jih izbrali v bridžu, in pa tukaj imamo izbrano Blend Images Together. In če zdaj kliknem na OK, bo Photoshop, kar kliknite na OK, bo Photoshop zdaj nekaj sekund tuhtal, mlel, razmišljal, še malo tuhtal in poskusil razumeti, da so te slike del neke večje celote. Da se slike na neki točki prekrivajo in da so del ene večje površine. Ne? In kaj se zgodi? Dobimo panoramo vseh fotografij. Ne? Ja? Ne? Če pogledamo malenkost od bližje, lahko vidimo, da je skoraj da popolno sestavil fotografije skupaj v eno veliko panoramo. Dobro jutro. Zdaj pa dajmo, zdaj imamo aktivno vse te plasti, pa dajmo stisniti ta dokument
Pa dajmo stisniti ta dokument, tako da gremo v meni Layer in pa potem tukaj le čisto spodaj imamo Flatten Image. Kaj se zgodi? Vse te plasti so stisnjene zdaj v eno samo plast, se pravi dobimo eno fotografijo panorame. Tako, ne? In zdaj smo se zadnjič naučili nekaj drugega, kar zna Photoshop, in sicer da zna predvidevati, kako bi lahko zapolnil tiste manjkajoče dele. Ne? V tej panorami imamo zdaj ful enega belega prostora, ki nič ni. Ja? Pa dajmo probati, če Photoshop zna to rešiti. Jaz bom zdaj malenkost povečal tale dokument, tako da bom videl en delček. Bom izbral tukaj zgoraj rectangular marquee, se pravi tale kvadratek za označevanje. Tukaj. Ne? In bom označil del teh manjkajočih oblakov. Šel v meni Edit. Ja, izbral Fill. In, ja, pravi, vzemi tale kvadratek, tukaj označi nek delček tega belega, kjer bi lahko bili oblaki. In ja? Ja? Malo si ga poveči najprej, kontrol, ja? Takole? Zdaj si pa, kako? Ok, dika drugo. Veš kaj, tukaj imaš izbrano tole dvojno, da vrn se na nazaj. Takole, ja. Zdaj pa lahko. Tukaj izbereš en delček oblaka, ne vsega, en majhen delček. Veš kaj, probi v tle. Tako? Ampak kar celo, tako. Ja, kar več. Še. Tako da dobiš malo več. Tako da imamo približno, ne? Se pravi, približno, da jaz malo odstranim tale dialog, približno tako, da dobimo malo oblakov še noter, ampak da označimo nek del, kjer ni ničesar. In sem šel zdaj v Edit in izbral Fill. Tukaj le zgoraj, ne, imamo zdaj isto, kot smo izbrali zadnjič, Content Aware. Damo OK. Kaj pomeni, da že poprave in to sem preveč? Jaz sem preveč content aware, tole, ne? Tako, ne? Se pravi, jaz bom recimo zdaj šel tlele od spodaj, pa bom poskusil tole napolniti, ne? Bom šel Fill in Content Aware. In tako se igramo, dokler ne dobimo ne smete označevati prevelikega dela dokumenta. Ne? Probite označiti nek manjši del. Ne? Se pravi, jaz sem imel tukaj le majhen prostorček in sem ga označil. Ne? Tako da nekako mašina zna podaljševati stvari. Ne? Se pravi, tukaj je bila trava in tukaj bo šel. Ja? Če jaz označim doma, Ja? mi noče ga označati, vidiš? Zato, ker nimaš to pravega izbranega, vrnem se na navadno to. Okay. Ja. Imela si izbrano, da odstranjuje vse. Ja? Ja? Najprej da merge, se pravi fade layer pa flatten image. Čisto spodaj. Ja? Flatten image. Tako, da vse te plasti zgubiš, ne? In da dobiš eno samo plast. Zdaj boš pa označila nek del tega belega. Ja. Lahko daš tudi običen rectangular marquee. Ne?
Ja. To bi mogel mi ti prej povedati. Klik, ja. Pa še povečji si Photoshop, da ne boš imela. Pa še povečji si Photoshop. Aha. Ja. Tako, ne. Zdaj pa recimo tole izberi, ne. Tako, ja. Pa daj edit film in content aware. Shift backspace. Neverjetno. Ja. A lahko sam tlele, kako še gremo tiste zgodovine, da bi oni šel toliko nazaj? Imaš window pa history. Window pa historija, window, history, Od H. history, tle imaš. Zdaj si tole samo malo povečji. Tako, čak. Zdaj greš pa lahko par korakov nazaj. 100%, ja. Vse je normal, ne? Se pravi normal pa 100% opacity, tako da imamo. Ja? Še enkrat označi, kako bi še enkrat dopolnil. Označi manjši delček, in kako bi še enkrat dopolnil. Ne, zdaj, načeloma je Photoshop zdaj si izmislil 1/3 slike. Ne. Glede na pač neko vsebino lahko on predvideva, kaj bi lahko tam bilo in dostikrat so rezultati kar kvalitetni, ne. Do te točke, da stvar ne izgleda umetno. Ampak ne, če nam manjka nek majhen del slike, je to dostikrat odlična rešitev. No, to je res. Točno tako, ne, kjerkoli izbereš, bo pač glede na izbor in vsebino okoli on pač drugače predvideval. Tako da praktično vedno je rezultat drugačen. Ok, ko ste to naredili, kar zaprite, pa odprite vajo 6, se pravi tale uček. Kako pridemo do orodja za povečevanje in pomanjševanje posamezne plasti? To je zoom. Orodje za transformacijo. To je za povečevanje celega dokumenta. Za povečevanje ene same plasti. Free transform, tako. Kako pridemo do tega? Aha, edit free transform ali pa Ctrl T. Tako, ne, ena sama plast, ne, se pravi, ne gre za povečevanje celega dokumenta, ampak samo enega dela dokumenta. V tem primeru samo plasti oko, ne pa vsega ostalega. Torej, zdaj imamo vsi izbrano oko. Ja. Pa bomo šli v edit pa free transform, tako da dobimo to okolje. Torej edit in pa free transform oziroma Ctrl T, tako da dobimo teh 8 kontrolnih točk okoli plasti. Ja? Tako imaš 8 kontrolnih točk okoli plasti. Okoli dokumenta. Maybe free transform. Ti nimaš zbranega očesa.
Ja? Okay. Zdaj pa dajmo pomanjšati to oko čist na majčkeno. Torej, če želimo ohranjevati proporce, lahko držimo tipko Shift, medtem ko diagonalo pomanjšujemo, in če želimo od sredine, držimo tipko Alt. In dajmo čist pomanjšati tole noter in potem kliknemo ali na kljukico, ki je tukaj v orodni vrstici menija, ali pa pritisnemo tipko Enter. Ja? Čist pomanjšati. Tako kot jaz. Izredno pomanjšamo to sliko. Tako. Smo? Moraš držati kontrolno točko, ne, diagonalno kontrolno točko. Ja? Čisto pomanjšajte in pa potem potrdite transformacijo, tako da kliknete tukajle ikonco, ki je kljukica, ali pa tipko Enter. Tako da pač je transformacija shranjena. Ok. Zdaj pa jo vrnimo nazaj na isto velikost. Ne. To je enako transformacija. Gremo v Free Transform in jo vrnemo nazaj na približno enako velikost. Že preden bom obkljukal, lahko že vidimo, kaj se dogaja. Ne? Kaj si tu vmes kliknil, prosti? Prosim? Kaj si vmes kliknil, preden si začel povečevati? Ok. Ja, tako, da sem potrdil transformacijo. Ne? Nisi potrdila transformacije. Ja, pa nisi dovolj pomanjšala. Daj, čist pomanjšaj. Čist pomanjšaj. Na 1%. Ja? Lahko. Ja? Kaj se je zgodilo? Zato, ker smo prej pomanjšali ta dokument, oziroma to plast, na izredno majhno velikost, je on to transformacijo naredil destruktivno. Torej, zgubuje vse tiste detajle, ki so bili prej. Ne? In ko smo jo želeli vrniti nazaj na približno enako velikost, zdaj praktično ni več nobene informacije. Ne? Zato, ker smo tako majčkeno sličico šli povečevati. Torej, zgubili smo vse detajle, slika je uničena. Pa pojmo zdaj 2 koraka nazaj. Lahko gremo skozi Window History, lahko gremo v Edit pa Step Backward, kar vam je lažje. Ne? Torej, da gremo na, bom jaz si odprl History, da gremo na stopnjo, ki je bila, ko smo odprli dokument. Tako. Ker še nisi potrdila transformacije. Tudi ti, Mojca, enako. Ne? Tako. Ne? Zdaj pa se vrnemo nazaj. Da mi vedno delamo z najkvalitetnejšo verzijo tega dokumenta, je Adobe v Photoshop dal tako imenovane pametne objekte. Torej, gre za definicijo objekta, kjer pač mi vedno delamo iz najboljše verzije. To je recimo v primeru, ko damo en logotip v dokument. Ne? Imamo mi potem najboljšo, najčistejšo verzijo logota in ga potem lahko pomanjšujemo, povečujemo in vedno je ta transformacija iz najkvalitetnejše verzije dokumenta. Da pridemo do tega pametnega objekta, lahko desno kliknemo na plast in izberemo Convert to Smart Object, ali pa gremo tukajle v
layer in pa potem smart objects in pa convert to smart objects. Meni je recimo dosti lažje, če desno kliknem na plast in pa convert to smart object, ta prva možnost. Jaz sem zgodovina, zdaj sem nazaj. Zdaj si zgubila panel za plastmi. Tako, dajva midva ti tole malo počistiti. Tako, tukaj. Zdaj pa desno klikni na to plast in daj convert to smart object. V panelu za plastmi boste zdaj videli, da je zraven te lesničice spodaj desno ena ikonca. To pomeni, da je to zdaj pametni objekt. In kadarkoli bomo zdaj mi pomanjševali ta objekt, lahko zdaj ponovimo. Torej, gremo v Edit in Free Transform in ga pomanjšamo na enako kot prej, približno 1%. Čist pomanjšamo, potrdimo transformacijo in ga potem vrnemo. Se vrnemo nazaj na približno enako velikost in takoj lahko vidimo, da je kvaliteta tega dokumenta zdaj enaka. To v bistvu, ta smart object služi temu, da se kvaliteta ne glede na velikost vedno hranja. Tako, se pravi, vsakeč, ko ti kakršnokoli transformacijo na sliki narediš, zgubiš neke informacije. Če ti zdaj recimo iz 1 metra pomanjšaš na 80 cm, bo pač teh 20 cm po vsaki dolžini šlo stran. Za razliko od vektorjev pač se pri rasterski sliki zgubijo detajli, in to je pač ta rešitev. Torej, pametni objekt pač ohrani to vsebino v njeni originalni velikosti in v njeni originalni kvaliteti. In zdaj, ko sem naredil 2 transformaciji, najprej na čisto majhno slikico in potem spet nazaj, imam enako kvalitetno sliko za vekomaj. Zdaj pa odprite vajo 13. Ja, smo? Tako? Ja. Na tej fotografiji lahko vidimo, da je bila slikana z zelo širokim kotom in je zato se zgodilo nekaj deformacij. Robovi, ki so ostri, so deformirani. Gre za tako imenovani fisheye objektiv, ki pač naredi eno tako bunkico. Vse je malo sferično fotografirano. In Photoshop nam da možnost za korigiranje tega. Za recimo arhitekturne fotografije je to zelo pomembno, zato ker so potem naenkrat stvari, ki morajo biti ravne. In to možnost lahko najdemo v filter in pa Adaptive Wide Angle. Za vse, ki se jim je odprla slika zelo velika, tako kot se je meni, je tukaj spodaj možnost, da si stvar pomanjšamo na fit, to pomeni, da vidimo vse piksle na zaslonu. Mojca.
kartico. Tako. In to. Ti žal tega ne boš mogla narediti, ker nimaš grafične kartice, tako da samo sledi. Ali pa paralmini, poglej. Kar smo zdaj videli je, da v primeru, da računalnik nima grafičnega pospeševanja, te možnosti ni mogoče delati. Tako da, Mojca, ti boš paralmini zdaj gledala, takle imamo. Ja, mislim, zdaj pač določene stvari pri grafičnem pospeševanju sicer delajo, ampak ne delajo tako kvalitetno. Ne. Photoshop ne potrebuje grafičnega pospeševanja toliko kot kakšna druga aplikacija, ampak se pa pri določenih stvareh to pozna. In zdaj, ne, prva ikonica tukaj zgoraj je to, kar si želimo. In jaz bom zdaj kliknil dvakrat na nekaj, kar si želim, da je, oziroma kar vem, da je ravno. V resnici na fotografiji pa ni. Naprimer, rob tele omare. Se pravi, preprosto kliknem enkrat in pa potem drugič. In slika bo zelo malo spremenjena, ampak bo deformirana tako, da je zdaj ta rob na fotografiji postal raven. In to lahko naredimo večkrat. Bom naredil tukajle na omari. Ne? Na desni strani lahko vidimo, da imamo detajl, to pomeni, da lahko točno lovimo, ne? Se pravi, da bom točno izbral eno točko in pa potem drugo točko. Ne? V bistvu nobenega, ok, ko dvakrat klikneš, on že deformira to sliko in naredi ta rob raven. Ja, tudi zdaj pač, dokler imamo nek detajl, lahko to delamo. Ne? Lahko zdaj recimo kliknem tukajle na okno in kliknem tukajle na tale rob. Čekaj sekundo. Nekaj, kar sem spregledal. Tukajle correction sem jaz imel narobe nastavljen. Imel sem nastavljen na perspective. Fish eye je tisto, kar želim korigirati. Hvala, Mojca. Vidiš, zdaj, ko pa ne delaš, si pa pozorna. Kaj mora biti tam napisano? Fish eye, tako. Ne? Zato, ker fish eye bi bil pač ta, mislim, fish eye je tisti krogec, ne, ko pač v bistvu vse vidi, ampak je popolnoma deformirana slika. Ne? In v tej točki zdaj vidimo, da je in tale del, in tale del, in tale del so ravni. Lahko bi našel še kakšno drugo točko, ne, in vsakič, ko kliknem, tole bi recimo želel deformirati, torej tukajle zgoraj in pa tukajle. Ne. In v trenutku, ko sem to naredil, ne, je zdaj, ne, ta del slike deformiral tako, da je to ravno, da je to ravno, da je to ravno in da je to ravno. Ne. Torej, adaptive wide angle zelo uporaben, ko potrebujemo imeti zelo ravne robove na fotografiji. Ne. Okay. Tudi če ne bi bila slika nas. Ja, ker večinoma vsi, skoraj vsi objektivi, ki so širokokotni, imajo neko deformacijo. Ne. Zelo redki, zelo kvalitetni, linearni objektivi so popolnoma brez deformacije. Zdaj, ker zaprite ta pogovorni dialog, pa izklopite plast knjižnica in izberite plast obala. Kako pa gremo zdaj ven? Kliknem tukaj na cancel. Zdaj pa kliknem tale uček zraven knjižnice
ja, in izberi obalo. Tako. Zdaj pa Ja. jaz že pridem do teh plasti. Zgoraj imaš window, pa potem layers. Ja? Ja? Jasno, ti zapri ta dialog, skri plast knjižnica in izberi plast obala. Pametni objekti nam omogočajo eno blazno super zadevščino, ki je, da lahko katerokoli plast na dokumentu obravnavamo enako, kot bi bila fotografija direktno iz fotoaparata, tako imenovana RAW fotografija. Če zdaj tole obalo spremenimo v pametni objekt, torej da kliknemo gor, da desno kliknemo in izberemo Convert to Smart Object, ne, videli bomo tukajle spodaj desno na temle majhnem thumbnailu, da je ikonica, ki nam kaže, da je to zdaj pametni objekt. In moš pa ne na slikco, ampak na ime, tako, zdaj pa lahko. Tukaj imaš konvert. Ja. In zdaj bomo šli v filter in pa Camera Raw filter. Ja. Zdaj boš desno kliknila na ime obale, dala Convert to Smart Object. Ja. Convert to Smart Object in pa šla v filter in pa Camera Raw filter. A to se pravi vsaka, če ni bila slikana? Tudi, če ni bila slikana, jo lahko tretiraš kot, ne, seveda ne, ampak dobiš enake kontrole, ne, tako, ne, to je pač tisti pomemben faktor. Dajmo samo povečati na cel zaslon, tako da kliknemo na tole ikonico tukaj zraven previewja, tako da dobimo največ prostora, kolikor ga lahko dobimo. Torej, tale ikonica tukaj ja. Ja, in imaš zdaj ikonco, zdaj pa greš v filter in pa Camera Raw filter. V Camera Raw imaš ti izjemno enih možnosti za spreminjanje tega dokumenta, ne. Torej, ti imaš naenkrat kontrolo nad zelo veliko stvari naenkrat, kar je fajn, no. Torej, ti lahko spreminjaš barvno, ne, mislim, malo potopliš, pohladiš sliko, jo posvetliš, potemniš, spremeniš kontraste, vse lahko narediš na enem zaslonu v enem trenutku. S tem, da je nedestruktivno v tej obliki, da ne, lahko kadarkoli se vrneš in spremeniš, zato ker je bil pameten objekt. Ne. Za razliko od tega, če bi to hotela narediti, ne, direktno kot filter, pol, ko je narejeno, se ne moreš vrniti nazaj. Ne. Medtem, ko pač, ja, ne, pameten objekt ti pa omogoča to, da lahko kadarkoli to spremembo narediš. Tudi pri bluru ali pa pri čemerkoli, lahko se ti kadarkoli vrneš in un blur za 0,1 povečaš ali pa pomanjšaš. Ne. Mater, ja. Torej, znotraj Camera Raw filtra lahko, ne, v zadnji vaji smo izbrali nekaj datotek v bridgeu, desno kliknili in izbrali Open in Camera Raw. Prišli smo do tega istega dialoga, ne. Torej, lahko spreminjamo eno ali več slik naenkrat, ne. Se pravi, lahko bi recimo na 10 fotografijah v istem trenutku spremenil kontrast, malo posvetljiv, malo premaknil levo-desno. Edina stvar, ki je v Photoshopu ta dialog nima, je kropanje. Torej, fizično tukaj ni ikonce za kropanje, medtem ko znotraj bridgea je. Ne. Zdaj pa, ne, lepota
camera raw filtra kot takega je, da imamo na eni lokaciji blazno veliko ene kontrole nad izgledom fotografije oziroma slike na zdravje. Torej, mi lahko v trenutku rečemo, ok, tale slikca je malenkost pretemna in jo dajmo malo posvetliti v exposure, torej gre za generalno posvetlitev. Potem imamo naslednjo kontrast. Recimo, da mi je kontrast malo prenizek in ga dajmo malo povečati. Okay. Naslednji dve sta najsvetlejši deli slike in najtemnejši deli slike, kaj želim z njimi narediti. In omogočajo mi, da dobim iz najsvetlejših delov slike in iz najtemnejših ven detajle. Torej, najtemnejše dele slike bo posvetljiv, če grem zdaj shadows dvigant, bo najtemnejše in najsvetlejše dele slike potem posvetljiv in dobil ven neke informacije, ki jih drugače ne bi videli. In enako, če grem zdaj highlights, bo v recimo temu delu fotografije, kjer je pena morja, dobil ven neke informacije, bo dosti več nekih stvari vidnih. Recimo pri fotografiji, kjer so oblaki zelo svetli, če še je kakšna informacija, bo dobil ven in bodo oblaki malo temnejši in bodo izgledali dosti bolj privlačno. Tako. Tako, če ni popolnoma presvetljena slika, tako, zdaj pri digitalnih fotoaparatih je pač, ja? Silja, imamo pač možnost te informacije dobiti. Potem imamo pa generalno, kaj želimo delati z svetlim delom slike, pa s temnim delom slike. Če bi želeli recimo svetli del slike potemniti ali posvetliti, vse kar recimo da opazi, kaj se zgodi, pa bom to pustil v primeru in kaj se zgodi z najtemnejšim delom slike, če ga potemnim ali posvetlim. Zelo sem načeloma izgubil kontrast, sem pa dobil nek vizualen detajl, pa se bom vrnil tukaj nazaj. Potem imamo še en malenkost drugačen algoritem za kontrast, ki se mu reče clarity, ki ga imamo tukaj spodaj. In če potegnem clarity na naredi malenkost drugačen tip kontrasta. Ja, je, ampak ni ostrenje, ostrenje imaš še v enem določenem. Se pravi, jaz bom recimo malenkost zvišal clarity in potem imamo dva tipa povečevanja nasičenosti barv. Imamo direktno nasičenost, se pravi, tukaj gre za dobesedno nasičenost, tako imenovani saturation, in pa vibrance, kjer gre spet za malenkost drugačen algoritem, kjer določene barve vzame in jih zelo ven privleče. Iz najmanj nasičenih delov slike bo privlekel ven neke barve. In bom malenkost povišal vibrance. Zdaj pa, tukaj zgoraj imamo pa možnost spreminjati temperaturo slike. To je, se pravi, lahko bi sliko malo ohladili, ali pa jo malo otoplili.
Se pravi, zelo hitro lahko spremenimo občutek, ki ga ima neka fotografija. Ne? In tukaj le zgore imamo ikono, ne, če bi imeli zdaj neko sliko, kjer bi želeli točno definirati, da je točno pravilna barven prikaz, bi našli nekaj, kar je sivo. Ne? In potem lahko kliknili na, ne, se pravi, White Balance Tool, tukaj le tretji po vrsti, in potem bi tukaj našli nekaj, za kar bi vedeli, ne, da je sivo. Ne. Recimo, če bi gledali tole fotografijo, je, ne, tole absolutno ni sivo, medtem ko to bi moglo biti sivo, to bi moglo biti sivo. Ne. In kliknemo sem in je, ne, ni ne pretopla, ne prehladna slika. Ne. Okay. Zdaj pa imamo... Ne še ok. Zdaj imaš tukaj le, imamo še kar nekaj zavihkov. Ja? Že kar na tej lokaciji lahko sliko spreminjamo v črno-belo. Bi jo lahko, ne, in tukaj bi imeli izredno veliko kontrole na tem, kaj bi želeli imeti svetlo in kaj temno. Ampak tega zdaj ne bomo naredili, ker bomo prešli potem do adjustment layerja, ki to dosti bolj zanimivo dela, ker lahko direktno za sliko delamo. Tako da bomo šli naprej, toliko da dobimo še eno stvar, in sicer tukaj le v predzadnjem zavihku, kjer je ikonca FX, tukaj le. Ja. Imamo še tole, ne, ki načeloma nimamo tako zelo enostavne komande znotraj Photoshopa, post-crop vignetting. Predzadnja ikonca. Ja, in tukaj le imaš. In če vzamemo tale amount, se bo zelo hitro videlo, kaj se zgodi na fotografiji. Ne? Ali bo potemnil, ali pa posvetlil robove slike. Ne? Kako zelo in kako zelo je širina tega, lahko potem z temi le 4 drsniki kontroliramo. Ne? Zelo natančno lahko potem pridemo do teh informacij. Zdaj vem, če se dobi ta efekt za ono. Ja. Znotraj tega istega okolja lahko recimo tudi že direktno bi popravili rdeče oči, če bi želeli. Ampak zdaj tukaj nimamo nobenih rdečih oči, da bi do tega prišli. Tukaj imaš ikonco, ki je Red Eye Correction, ne, in bi samo kliknila noter in bi bila to. Klikniti moš, ja. In pa še ena zelo zanimiva stvar znotraj tega je adjustment brush. In sicer lahko samo na enem določenem delu slike, tukaj le je predzadnja ikonica, adjustment brush. Samo na enem določenem delu slike lahko naredimo eno izmed teh sprememb, ki smo jih zdaj naredili. Torej lahko bi posvetlili, potemnili ali bi spremenili barvo. In jaz bom zdaj recimo naredil sledeče. Malenkost bom spremenil temperaturo, kje pa imam miška? Malenkost bom spremenil temperaturo, tako da bo malo toplejša, in malenkost bom posvetlil sliko. Nič se še ni zgodilo, dokler jaz ne kliknem na dokument. Zdaj pa sem jaz izgubil miško.
Samo trenutek, da se jaz vrnem nazaj. Torej, lahko bi samo na enem določenem delu to spremenjali. Ko bomo prišli sicer do adjustment layerjev, je dosti bolj zanimiv pa dinamičen del spreminjanja, ampak nam to tudi omogoča. Prosim? Če bi želela na robovih spremeniti, potemniti ali posvetliti robove. Samo en del slike lahko spremeniš. Tako. Spreminjamo, kako klikam na sliko, boš videla, da sam en del posvetiš. Bila boš nerošče, pa sam tiste se operirati, pa Ampak do tega bomo prišli, ko bomo prišli do adjustment layerjev, boš imela popolno kontrolo nad vsako od teh sprememb. In zdaj, če kliknete zdaj na OK, da zapremo oziroma da potrdimo ta dialog in se vrnemo nazaj v Photoshop, tukaj le spodaj imaš. OK. Malenkost nižji ga imaš tukaj. Ja? Zdaj se vrnemo v Photoshop z vsemi temi spremembami, ampak tukaj se je zdaj pojavilo nekaj novega. Smart Filters. In pa zraven piše Camera Raw Filter. In če dvakrat kliknete na tole, se bomo vrnili v isti dialog z vsemi spremembami, ki smo jih naredili, tako da lahko kadarkoli spremenimo nekaj nazaj, se vrnemo nazaj in stvar popravimo. To pomeni, da vedno delamo iz originalne, najkvalitetnejše verzije slike. Veš kaj, samo malo hitreje moraš klikati. Ja? Imaš. Če ti zdaj izklopiš tole, če klikneš na uček, Tu. Tudi lahko. To je originalno. Kadarkoli lahko katerega koli od filtrov izklopimo, tako da kliknemo tukaj zdaj na uček zraven in se izklopi ta filter. V paketu Adobe CC je Adobe v Photoshopu večino zanimivih filtrov dal skupaj v tako imenovano galerijo filtrov, do katere pridemo tako, da izberemo filter in pa filter gallery. Odprlo se nam bo ogromno okno. Tukaj spodaj imamo zdaj mi tukaj zoom in izberemo fit, toliko, da dobimo celo sliko. Ja, v redu je, tudi čisto prav imaš. Zdaj greš v filter in pa filter gallery. Ja? Spodaj levo, tam, ko imaš odstotek. Tako. Če na številko klikneš, imaš spustni meni. In zdaj lahko katerikoli od teh filtrov izberemo in lahko vidimo, kaj se zgodi za sliko. Nekaj zelo zanimivih sprememb lahko dobimo. Če grem jaz zdaj recimo na 100%, lahko vidimo, kakšni. Tudi tukaj, če si jih malo povečamo, vse te paketke lahko skrijemo ali pa pokažemo tako, da kliknemo tukaj na tale trikotniček.
Za vsak filter posebej imamo tukaj potem drsnike, ki nam omogočajo spreminjanje teh opcij. Tukaj le. Čisto abstrahirano na to, ne domen. Si sploh ne bom več... Ja. Filter gallery. In pomembno je vedeti, da zato, ker smo ustvarjali pameten objekt, je tudi to zdaj nedestruktivno. Če zdaj kliknem jaz na OK, ne, sta se zdaj pojavila dva filtra tukaj, najprej Camera Raw filter in pa potem Filter Gallery. In če želim recimo spreminjati tale filter, preprosto dvakrat kliknem na njega in lahko karkoli tako. Ga čisto zamenjam, spremenim možnosti tega filtra. Lahko bi recimo tudi več filtrov naenkrat dodajal, tako da kliknem tukaj na tole ikonco spodaj, ne, in mi bo dodal nov filter, torej naredi dva v enem samem, bom rekel, šusu. Ne. Ja? Zdaj, če ti hotel enega shrani, ne? Moram vse te učite zapreš in pač shraniš. Ne rabiš zapirati, samo OK daš, to je to. Ne? Ne, ampak recimo, da bi jaz rekla, ne? Ja? Ta slika mi je všeč in jo hodila spraviti v JPG. Aha, samo save as JPEG, ne? Aha, ko vidim tukaj, da mi save as... Tako, ne? Se pravi, vedno pač ohrani delovno verzijo Photoshopovega dokumenta, ne? Zato, ker lahko kadarkoli se vrneš nazaj, ne, in popraviš nekaj, ne, pospremeniš nekaj. Tega prej, ne, v trenutku, ko si naredila to spremembo, si izgubila prejšnjo sliko, ne. Prejšnjo pustim, ko bi bila to pa daje ena, dva, tri. Ali pa duplicirali smo velikrat, ne, se pravi, da si dupliciraš plast, pol pa narediš to, ne, medtem ko zdaj pač je vse to, bom rekel, nam prizanešeno. Je? Mislim, a pa sploh... Mojca, si navdušena? Odlično. Imaš. Če klikneš zdaj na Filter Gallery, imaš zdaj tele mape, če klikneš na tele trikotničke, se ti povečajo, ne? Ja? Predlagam, da odpremo vajo 12. Torej, imamo vajo 12, Mojca. Ja. In izberemo plast z jabolkom. Pa dajmo skrit plast za usti, samo to, da nas ne bo motilo. Pa si povečajmo dokument, toliko, da vidimo tole jabolko malenkost bolj. Ja? Tukaj le imaš lupico, ja? In potem klikneš noter. Tako. Ja? In zdaj imamo v filter, izberemo, torej ne pozabiti, jabolko kot plast izbrano. Samo jabolko izberi, Mojca, in izberi v filter Liquify. Tako. Aha. Jasno že ve, kaj bomo počeli?
filter in pa liquify. To je tista fotka, ne, se še nisem tukaj. Nimaš izbrane plasti jabolkom, zato ti ne dela. Ja? Smo? In jaz si bom zdaj malo spremenil velikost. Ja? In zdaj pozorno spremljajte moj zaslon. V trenutku, ko jaz začnem premikati, ne, samo sekundo, da se tole. V trenutku, ko jaz začnem premikati, ne, se bo jabolko deformiralo. Ne. In bomo naredili, ne, dajmo narediti kvadratno jabolko. To, ja, samo povečaj si velikost. Aha. Zakaj imaš ti več Ja. In tukaj lahko zdaj kontroliramo velikost tega polja, ki bo deformiralo, in pa moč te deformacije. Torej velikost in moč deformacije. Ne morem ti odgovoriti na to vprašanje, ker gre za velikost slike. Ne? Glede na velikost slike oziroma glede na deformacijo, ki jo hočeš narediti. Ne? In preprosto potegnemo nek del slike in ta deformacija se bo začela dogajati. Ne? Glede na lokacijo znotraj tega kroga, ne? Glede na pozicijo, kam boste na začetku kliknili, bo rezultat, kako zelo bo deformiral to sliko. Ne? Torej, za najmočnejši del, ne? Vsaka fotografija, ki se pojav v ljudi, ne, Ja. Naenkrat ne rabiš več hoditi v fitness, to je tukaj je pač rešitev za to. Ne? Moje jabolko je to, 90, 90. Dosti bolj pametno je, da večkrat kliknete, da naredite manjšo deformacijo, kakor da naredite močnejšo in da samo povlečete. Zato, ker se bo opazilo na teksturi. Ne? Več manjših deformacij ima dosti boljši rezultat kot močnejši. Ne? Tukaj se recimo pri tebi absolutno vidi, ne, kako zelo, da je bilo deformirano. Ok, pri Almini pač ne, se sploh... Ja? Pravi, kaj je to možno noro? Jaz se še list pregajam. Kaj je čutni? Ne, če naredimo več manjših transformacij, bomo... če držiš tipko Alt, se bo v večini dialogov v Photoshopu gumbek Cancel spremenil v Reset. Torej, držiš tipko Alt in klikneš na Reset, da se stvar resetira. Druga...
Filter. Torej, hujšanje zavedno rešeno v Photoshopu.